Drži, da podlaga v zakonu o medijih je, potrebno pa je pogledati, kako učinkovite so te državne sheme in jih prilagajati glede na vaše potrebe. Torej, če je dejansko potreba medija, da obdrži trenutne zaposlitve, da ne odpušča, da pač te državne sheme potem niso namenjene novim zaposlitvam. Tudi kar se tiče naročnin, smo se pogovarjali pač, koliko je smiselno, da se subvencionira samo nove naročnike, če je v bistvu bazen že nekako izčrpan in se bolj boriš, da ostanejo trenutni naročniki pri tebi. Zagotovo podpiramo neko obliko davka, naj prispeva tisti, ki največ zasluži. Javni interes na področju medijev je zagotoviti pluralne, verodostojne, profesionalne in neodvisne medije in da bi to lahko ohranjali tudi v prihodnje ali pa razvijali v prihodnje, je potrebno zagotoviti ustrezne podpore in spodbude medijem. Jaz razumem, da je seveda financiranje novinarskega dela ali financiranje ljudi v medijih ključen ukrep in podpiramo tudi iskanje drugih virov, tudi davčnih, ukolikor bi to okrepilo slovensko medijsko krajino. Nasprotujemo številnim davkom in dvigom davkov, tako da digitalni davek ni predviden.